diki krepni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Da rojak rozpolzak, ne vragne sosed pomejak. Da rojak rozpolzak, ne vragne sosed pomejak. Ne vragne sosed pomejak. Letošnje besede slavnostnega govora je zapisal šentjoški rojak, pričevalec in neutrudni zapisovalec med in po vojne slovenske zgodovine, profesor Janko Maček. Govor bo prebral Matej Kavčič. Letošnje spominsko srečanje tukaj pri kapelici mučencev se dogaja neposredno po državnem prazniku, ko se naša mlada država sredi boja z epidemijo spominja 30-letnice svojega obstoja. Če na hitro preletimo letnice smrti, ki so zapisane ob imenih v tej kapelici, vidimo, da jih manj kot 10 označuje leto 1943, nekaj več leto 1942, večina pa leto 1945, ko je bilo konec druge svetovne vojne, pri nas pa se je začenjala skoraj polstoletna doba komunističnega totalitarizma. Ko te letnice primerjamo z nekaterimi važnimi datumi nastajanja naše samostojne države, na primer prve demokratične večstrankarske volitve aprila 1990, plebiscit o slovenski samostojnosti 23. decembra 1990 in razglasitev samostojnosti 25. junija 1991, ugotovimo, da je med enimi in drugimi 50-letna časovna razlika. Kaj to pomeni? Ko je Hitlerjeva Nemčija 6. aprila 1941 brez vojne napovedi napadla Jugoslavijo, je jugoslovanska vojska ni bila sposobna braniti, ampak je v nekaj dneh razpadla in sledila so leta okupacije. Slovenijo so si tedaj razdelili 3 okupatorji, Nemci, Italijani in Madžari. Razdeljena je bila tudi šentjoška občina in župnija. Večji del je prišel pod Italijane v Ljubljansko pokrajino, manjši del pa pod Nemce, ki so že prve tedne po zasedbi začeli preganjati duhovnike, učitelje in druge zavedne Slovence, zaradi česar so v Šentjošt že prišli prvi begunci. Poleti 1941 je bila v Šentjoštu nova maša domačina Romana Valavašiča. Italijani priprav in slovesnosti niso ovirali. Pomagali so tudi bogoslovci, ki so tisto leto že bili na počitnicah pri šentjoških družinah, ker zaradi Nemcev niso mogli domov. Sodelovali pa celo učitelji. Ponovitev nove maše je bila na planini, ob nemški meji, in se je udeležilo veliko ljudi z nemške strani. V prostorni planinski cerkvi je mogočno donelo petje Novomašnik bod pozdravljen in Povsod Boga, zemlji slovenski, ter vlivalo upanje na drugačne čase. Mirno lahko trdimo, da med udeleženci na slovesnosti na planini ni bilo malo takih, ki bi vedeli, da je bila 27. aprila v Ljubljani ustanovljena Osvobodilna fronta, OF. Še manj pa takih, ki bi jim to kaj pomenilo. Okupacijo so tedaj še imeli za začasno zlo, ki ga je treba nekako preživeti. Nekateri so vedeli za ustanovitev Slovenske legije, ilegalne organizacije Slovenske ljudske stranke. Morda je kdo celo bil njen član. Torej ni res, da je demokratični tabor sodeloval z okupatorjem, ampak se je pripravljal na odpor proti njem ob primernem času, hkrati pa skrbel, da ne bi okupatorju s čimerkoli dal povoda za represalije proti prebivalstvu.
Dejstvo je tudi, da aprila 1941 v Ljubljani ni bila ustanovljena Osvobodilna fronta, OF, ampak PIF, protiimperialistična fronta. Saj je še bil v veljavi sporazum med Hitlerjem in Sovjetsko zvezo, ki so ga spoštovale vse komunistične partije združene v Kominterni. In Slovenija pri tem nikakor ni bila izjema. Šele konec junija 1941, ko so Hitlerjeve divizije vdrle v Rusijo, je partija svoj PIF preimenovala v OF. Razglasila boj proti okupatorju in si kmalu uzurpirala pravico monopola pri tem boju. Plenum OF so samovoljno oklicali za Slovenski narodni osvobodilni odbor in izdali odlok o zaščiti slovenskega naroda v boju za osvoboditev, po katerem je bilo prepovedano vsako organiziranje izven OF, za kršilce tega odloka pa določena smrtna kazen. Že avgusta 1941 je Kardelj v Ljubljani ustanovil varnostno-obveščevalno službo, VOS, ki naj bi skrbela za izvajanje tega odloka in tako uzakonil slovenski razdor. Začelo se je pobijanje, ne okupatorjev ali njihovih sodelavcev, ampak poštenih Slovencev, katerih edini greh je bil, da niso soglašali z OF, da so bili nasprotniki komunizma. Do poletja 1942, ko še ni bilo nobenega oboroženega protikomunističnega odpora, so tako pomorili okrog 1000 Slovencev. Celo leto je torej trajalo, da je tradicionalni tabor udejanil misel o samoobrambi in so nastale prve vaške straže. Področje Šentjošta, komaj 25 km od Ljubljane, je bilo za OF in partizane interesantno zaradi možnosti prehoda z italijanske na nemško stran, zato je dr. Cene Logar, glavni organizator v Horjulu, kot sam opisuje, že zgodaj iskal stike z njegovimi prebivalci in ugotovil, da jih bo težko pridobiti za OF. Vplivi pa so prihajali tudi z Vrhnike, kot naprimer predlog za ustanovitev podružnice Vrhniške zdravstvene zadruge. Priplavljali sestanek, ki pa ni uspel, je bil v šentjoški šoli na praznik novega leta 1942. Verjetno so hoteli uporabiti šentjoško naklonjenost zadružništvu. Kakorkoli že, lotili so se tega ob zelo neprimernem času, kajti na nemški strani se je prav tedaj dogajala poljanska vstaja. Možje in fantje, ki so pribežali na italijansko stran, so marsikaj povedali o razmerah na Gorenjskem in očitnih pojavih komunizma med vstajo. Nemci so poljansko vstajo neusmiljeno zatrli in največji davek pri tem so plačali domačini. Cankarjev batalon se je premaknil v Dražgose in kljub prošnjam vaščanov, naj gre v njihove koče na Jelovici, ostal v vasi. Sledila je Dražgoška bitka. Nemci so požgali ter do temeljev porušili vas Cerkvjev vred in kot talce ustrelili 40 vaščanov. V Šentjoštu je bilo slišati topovsko streljanje, sicer pa je bilo na italijanski strani mirno. 2. marca 1942 je prišlo do spopada pri vasi Koreno nad Horjulom. Na samotni kmetiji blizu vasi je namreč od septembra 1941 delovala partizanska šolska četa, ki se je oskrbovala preko Horjula in sprejemala novince iz doline, predvsem iz Ljubljane. Italijani tega skoraj 6 mesecev kot da niso opazili. Po spopadu pa so požgali več domoči, ljudi pa odpeljali v internacijo. V soboto, 18. aprila zvečer, je v Šentjošt prišla večja skupina partizanov. Razkropili so se po hišah in na hitro segnali vaščane v Skvarčatovo gostilno. Jakobo Žakljo so prignali zvezanega in ga posadili k posebni mizi, k njemu pa porinili še kaplana Cvelbarja, ki je bil v Šentjoštu komaj 2 meseca. Prisilni sestanek je bil namreč le nekaj dni po pogrebu dolgoletnega župnika Nagodeta. Neznani partizan je razlagal, da je v OF v Sloveniji edina, ki se bori proti okupatorju in kdor ji nasprotuje, ga bo dolotela smrtna kazen. Žaklja so obtožili, da zbira orožje in ustanavlja Belo gardo, kaplana pa, da bridiga proti OF in partizanom. Marsikdo je tedaj prvič slišal za Belo gardo. Po sestanku so zbrane odpustili domov. Le Žaklja, ki se je branil, da se je komaj vrnil iz Srbije, kamor so ga takoj po zasedbi izgnali Nemci, pa odpeljali s seboj.
Nekaj dni po tem sestanku so partizani v Zaklancu ustrelili trgovca Erpešnika in s tem potrdili resnost groženj, ki so jih izrekli v Šentjoštu. 7. maja 1942 so Narodna zaščita in partizani nacisti med Polhovim Gradcem in Dobrovo napadli italijansko kolono, ki se je brezskrbno pomikala po ozki dolini, kot da so na izletu. Italijani so imeli precej mrtvih in veliko ranjenih, zato so po okoliških vaseh pobrali vse moške, jih 15 ustrelili kot talce, druge pa odpeljali v internacijo. Za ta dogodek se je hitro zvedelo tudi v Šentjoštu in ljudje so se sedaj bali obojih, partizanov in Italijanov. Junija so partizanovi v Šentjoštu upravili več rekvizicij in zvedelo se je, da je nekaj vaščanov in župni upravitelj Cverbal obsojenih na smrt. Nekateri se zato niso več upali spati doma, zato so se zvečer zbirali na skritih krajih in imeli tudi nekaj orožja shranjenega od razpada Jugoslavije. Napetost se je povečala, ko je prišla vest, da so partizani na Brezovici kruto umorili očeta Antona Pravleta in sinova Vinka ter Franceta, Toneta pa odpeljali s seboj na Ključ in se ni vrnil. Samo eno noč kasneje, 14. junija, so odpeljali horjulskega župana Janeza Bastiča in njegovo ženo Marjano. Ljudje, ki so naslednji dan v nedeljo šli k jutranji maši, so jo našli ležati ob poti, komaj 1 kilometer od doma. Župan je imel razbito glavo z nekim topim predmetom, žena pa je bila ustreljena. Na zadnjo nedeljo v juniju 1942 so Italijani med mašo v Butajnovi obkolili cerkev, potem pa prijeli večino moških, ki so bili v cerkvi, in jih odgnali v Horjul. 2. julija so Italijani zaradi nekaj partizanskih strelov požgali Ljubgojno pri Horjulu in tudi domačijo župana Bastiča, ki so ga malo prej ubili partizani. 8. julija so partizani, kljub prošnjam vaščanov, naj prestavijo zasedo v gozd, napadli Italijani blizu Velike Ligojne pri Vrhniki. Italijani so ustrelili nekaj talcev in vse požgali. Pogorelo je 40 stanovanjskih hiš in preko 100 gospodarskih poslopij. Vsi omenjeni dogodki in prehod druge grupe partizanskih odredov na Gorenjsko so tudi na Šentjoškem do skrajnosti zaostrili razmere in prišlo je do odločitve, da skupina mož in fantov, ki so se po noči že nekaj časa skrivali, nastopi kot vaška straža. Odločitev je potrdilo vodstvo Slovenske legije v Ljubljani in odobrili so jo tudi Italijani. Vaška straža je uradno nastopila 17. julija 1942, ko je iz Ljubljane prišel poveljnik Franc Kompare Igor. V noči na 25. julij, komaj en teden po nastopu vaške straže, so partizani že napadli Šentjošt. Po poročilih partizanskih piscev je bilo napadalcev vsaj 150. Podatki o številu članov vaške straže so sicer različni, vendar lahko trdimo, da branilcev ni bilo več kot 35. Okrog polnoči so v vasi že zagorela prva poslopja in osvetljevala bojišče. Branilci so kmalu zapustili šolo in branili samo župnišče. Čim bolj se je bližalo jutro, tem bolj so napadalci pritiskali, toda 2 strojnici, za katere Italijani niso vedeli, sta jih vedno odbili. Proti jutru, ko je branilcem že primanjkovalo municije, so se partizani umiknili, ker so se bali italijanske intervencije, ki pa jih ni bilo. Partizanski napad se ni ponovil, pač pa je sledilo maščevanje nad okolico. O noči na 1. avgust so požgali 8 domačij. Na Koglu, pri 2, pri Bradeškovih in Jesenovčevih ubili mater ter očeta. 7 otrok je ostalo brez staršev. 2-letna Jesenovčeva Ljudmila pa je zgorela v domači hiši. Janez Oblak, Bržnik in svak Stanko Alic sta tisto noč branila Bržnikovo domačijo. Stanko je bil pri tem smrtno ranjen. 60-letni oče Bržnik, ki je bil tudi ranjen, pa je umrl naslednji dan. 30. julija dopoldne so prišli v potok k Možinetovim. Računali so, da bodo dobili Romana Malavašiča, ki je 1 leto prej imel novo mašo, trenutno pa je bil doma na počitnicah. Ker jih je videl prihajati, se je hitro umaknil na drugo stran in se rešil. Kar od dela na polju pa so tedaj odpeljali gospodarja Jakoba Šubic, ženo Marjano, rojeno Malavašič, njeno sestro Albino, 16-letno služkinjo, 2 hlapca in 2 dninarja.
Spotoma so vzeli še Janeza Kogovška iz Smrečja, očeta 10 otrok. Vseh 9 so pobili v gozdu pri Kajndolu in jih površno zagrebli v skupnem grobu. Je pobijanje bajtarjev in dninarjev ter hlapcev in dekel koristilo osvobodilnemu boju? Je morda spadalo k socialni pravičnosti? Skrb za 4 otročiče Šubičevih je prevzela stara mati. Bili so sirote brez staršev in doma. Maščevalci so namreč požgali tudi domačijo. 12. avgusta je sredi dopoldneva v Šentjošt prikorakalo 40 mož iz Rot in Zaplane pod vodstvom stotnika Pavla Vošnerja in okrepilo postajanko. Strah je popustil in ljudje so začeli obnavljati požgane domove. Čas kapitulacije in Italije in Turjaške bitke je bil tu razmeroma miren in vaška straža se je potem vključila v slovensko domobranstvo kot njegova 43. četa. V Rovtah je bila 44. četa z enoto na vrhu Svetih treh kraljev, v Polhovem Gradcu pa 42. četa. Ne mislimo kaj več govoriti o dogodkih do maja 1945. Spomnimo pa se nove maše Mirka Gogale, ki je bil vsakoletno na počitnicah v Šentjoštu, ker ni mogel domov v Mojstrano in pogreba domačina Alfonza Malavašiča, bogoslovca 4. letnika, ki je dober mesec preden bi šel na Koroško, umrl v partizanski zasedbi blizu Črnega vrha pri Idriji. Spomnimo se sončne nedelje 6. maja 1945, ko je bilo po šmarnicah v tukajšnji cerkvi okrog nje in v vasi polno domačih ter drugih domobrancev in boguncev. Še tisto popoldne oziroma po noči so vsi odšli proti Koroški. Ustavili so se na Vetrinskem polju, prepričani, da se jim ni treba ničesar bati, saj so pod angleško zaščito. Na nedeljo Svete Trojice, 27. maja, je Šentjoščan Vinko Žakelj, tudi begunac, v Vetrinski cerkvi pel novo mašo, pri kateri so bili 4 njegovi bratje, domobranci in sestra Anica, poročena z domobrancem. Vseh 5 je bilo v naslednjih dneh vrnenih v smrt in samo brat Pavle je ostal živ, ker se mu je posrečilo pobegniti, ko so jih prve dni po prihodu v Šentvit imeli kar na Zavodskem vrtu. Ker smo zbrani pri kapelici, kjer so zapisani naši možje in fantje, vojaki 43. čete, je prav, da jim posvetimo še nekaj besed. Žal se ne moremo spomniti vsakega posebej. Vemo, da so se ob njihovem odhodu nekatere hiše dobesedno izpraznile. Pri Kavčičevih, po domače Snopkovih, je na primer od doma šlo 6 in edino najmlajši Štefan je preživel. Kolikor nam je znano, je 43. četa iz Vetinja prišla preko Pliberka in Slovenj Gradca na Teharje, od tam pa s kamioni do Brnice in po tistem strmem kolovozu na Hrastniški hrib. Govorilo se je, da so posamezniki na tej poti pobegnili, toda še danes se megla okrog tega ni razkadila. Delna skrivnost je tudi izginotje teh, ki so se šli javiti v Logatec. Težko si je predstavljati, nemogoče pa razumeti strahoto zločina, ki se je v Sloveniji zgodil v dneh po koncu 2. svetovne vojne. Po vnaprej določenem planu in logistiki so Angleži, od katerih so domobranci pričakovali zaščito, več kot 10 000 razoroženih pripadnikov takrat že Slovenske narodne vojske izročili novi totalitarni oblasti pod pretvezo, da jih pošiljajo v Italijo. Dolge kompozicije živinskih vagonov so jih odpeljale kolikor mogoče blizu moriščem, kjer so že čakali njihovi prostovoljni in določeni ubijalci. Po dobrem tednu je več kot 10 000 večinoma mladih fantov izginilo v Roških breznih, opuščenih jaških z Hrastniškega hriba in po drugih moriščih, kot da jih ne bi nikoli bilo. Nekateri so skoraj do konca upali, da jih bodo poslali na delo. Toda ko so klečali na kamionu, ko se jim je žica do krvi zajedala v zvezane roke, je ugasnilo še zadnje upanje. Skušajmo si predstavljati, kako so se počutili tedaj, ko so golni in bosi in pretepeni, stopali po ostrem kamenju proti jami, odkoder so se slišali streli. Od doma so bili vajeni,
da je v posteli umirajočega gorela blagoslovljena sveča in tam zbrani so molili. Je bilo na tisti smrtni poti k jami, v tistem peklenskem vzdušju, sploh mogoče moliti. Verjamemo, da je bil z njimi Kristus, ki je vse videl in sprejel. Preden se na koncu tega razmišljanja vsaj za trenutek posvetimo 30-letnici naše države, se spomnimo še prve slovesnosti v Kočevskem Rogu 8. julija 1990. Bilo je po prvih večstrankarskih volitvah, na katerih je zmagal Demos in Lojze Peterle postal mandatar nove demokratične vlade. Pravzaprav naj bi bilo tedaj konec tabujev in zarote molka o povojnih pobojih. Nova slovenska zaveza še ni bila ustanovljena, posamezni preživeli domobranci pa so vztrajali, da je treba pobite najprej krščansko pokopati. Sprava pa je daljši proces, ki ga ni mogoče na hitro opraviti. Nadškof Šuštar je opravil pogrebno mašo in simbolni pogreb objavil pod krenom ter pozval zbrano množico. Podajte se na dolgo in težko pot, na pot sprave med živimi, ki je edina pot v življenje. Predsednik predsedstva Milan Kučan je imel na slovesnosti govor o spravi. Povejmo si tu, kjer so posute kosti vseh, ki so se borili za takšno ali drugačno resnico, kjer je pravi kraj za spravo, ki je kot narod zazrt v prihodnost, potrebujemo. Kar se je zgodilo, iskreno obžalujemo. Končujemo zdaj in tukaj. Bilo je. Zdaj je čas miru. Mrtev človek nima ničesar več. Spravimo se torej z njima, pokopljimo jih, a z njimi pokopljimo tudi orožje. Da, tudi v Kočevskem Rogu smo leta 1990 čutili, da se dogaja nekaj novega, da se z nastajanjem nove države lomijo tabuji, da se končuje totalitarizem, kot smo ga bili vajeni. Za prehod na drugačen sistem je bilo treba marsikaj spremeniti. Toda ljudi, ki naj bi tako rekoč fizično izvedli spremembe, je bilo premalo. Ali pa so delo na tem področju celo uverali. Peterletova vlada še ni prevzela poslov, ko se je zvedelo za razoroževanje teritorialne obrambe. Ko te dni na televiziji spremljamo pričevanja naših osamosvojiteljev, čutimo, v kako brezupnem položaju so večkrat bili, ko so sprejemali neodložljive odločitve. Kakšen pogum je bil potreben, ko so se pogajali z napihnjenimi jugogenerali. Primerjava Boja Pastirčka Davida z Goljatom je tu komaj primerna. In kdo je zmagal? 25. junija 1991.